Ljudski vrt nekoliko drugače. Vrvež na vseh straneh, čeprav ni tekme. Dolga kolona na južni ploščadi zaradi nakupa kompletov kart za težko pričakovano Ligo prvakov in gneča v klubskih prostorih, kjer je potekala krvodajalska akcija. Življenjsko tekočino v zdravstvenih ustanovah vedno potrebujejo in ker potez humanitarnega značaja nikdar ni dovolj, smo v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor izpeljali že tretjo krvodajalsko akcijo, s katero prav vsi z vijoličasto barvo izkažemo podporo vsem someščanom, ki so potrebni pomoči. Na krvodajalski akciji je v imenu kluba prišel pozdraviti darovalce kapetan Marko Tavares. Sprehodil se je po klubskih prostorih, kjer je potekala akcija in se zahvalil vsem darovalcem za pomoč. Sam se zaradi režima treningov razumljivo ni mogel pridružiti akciji zbiranja življenjske tekočine, a je bil nad obiskom izredno vesel. Jaz sem zelo vesel in to je velik stvar, ne samo zaradi nogometa, ampak Maribor pokaže, da pomaga ljudje tudi okoli Maribor, okoli cele Slovenije. In to je dobro, ker nismo samo za nogomet, ampak imamo tudi dušo za druge ljudi, da pomaga druge ljudi kot človek. Vse je potekalo brezhibno. Notranji prostori stadiona so bili preurejeni do te mere, da so zagotavljali pogoje, kot da bi bili v prostorih UKC Maribor. Njihovi predstavniki pa z izjemno organiziranostjo in usklajenostjo postorili vse, da je projekt uspel. Pozitivne misli so strnili darovalci, ki so se akcije udeležili prvič ali pa so že prej darovali kri. Zelo pohvalno, že samo za samo društvo, da pač omogoči, da lahko tukaj pridejo darovalci, ne. In samo pomen tudi večjih prije, zato ker pač to, recimo, kao oni organizirajo, torej, da gre prek njih, ne. Drugače, če greš na UKC ali pa ne vem, kak študent na Štuka ali nekaj, to da pač tukaj blizu na stadion, celo te VIP loža, pa to je nekaj res nepopisnega, pa nekaj lepega. Do zdaj sem vsakeč, ko je bila organizirana tukaj v Ljudskem vrtu, prišla, pa danes smo šli po karte, tako da če sem 3 ure čakala v vrsti za karte, smo še pač vsem malo podaljšali. Glede na to, da sem navijačica NK Maribora, pa zdaj sem dopolnila 18 let, se mi je zdelo nekako prav, da tudi grem darovati kri. Res je, to je pač Maribor je brand, NK Maribor je brand in si ljudje hitreje odzovejo na takšne akcije. In se je že v prejšnjih letih videlo, da je bil velik odziv na te akcije, tako da pozdravljam to. Nad samim obiskom je bila navdušena tudi zdravnica Bojana Bizjak z Centra za transfuzijsko medicino. Zelo lep, zelo smo veseli, so težko pričakovani, malo nam je šlo že pri nekaterih krvnih skupinah na tesno, da smo zelo veseli, da so se spet tako lepo odzvali. Vsaka krvodajalska akcija je pri nas smo zelo veseli, jo težko pričakujemo, ker je pa to naš klub, Mariborski klub, ki je naš soorganizator, smo še toliko bolj veseli, ker vsi, ki pridejo še prvič navijajo za svoj klub, potem pa pomagajo tudi bolnim Mariborčanem za to svojo krvjo in če dobro pogledate, posnamete, boste videli, da danes mislim, da manj vijolično odsev ta rdeča kri, ki je v teh odvzetih vrečkah. Vijolična kri za vse ljudi, slogan in projekt pozitivne energije, ki je dosegel svoj namen. Po opravljenih odvzemih so končni podatki dovolj zgovorni. Zbralo se je 51.750 ml krvi. Hvala vsem in se vidimo naslednje leto.